Torej, pozdravljeni strelci. Torej, če ste v ascendentu strelec, imate luno ali sonce v strelcu, torej v tem videu vam bom predstavila, kaj vas čaka v letu 2025, torej v letu, ki prihaja. Torej, v tej napovedi se bom dotaknila različnih področji, torej področja kariere, poslovanja, financ, zdravja, ljubezni, pa tudi izobraževanja, družine, potovanj in seveda splošne slike, torej vašega leta. No, pa kar začnimo, kaj se vam bo dogajalo, pa naj najprej povem, torej, kje se bojo planeti nahajali, torej v katerih hišah in kakšni tranziti vas bojo doleteli letos. Torej, Saturn bo od aprila dalje v vaši 4. hiši, saj se bo 29. marca 2025 premaknil v znamenje Rib. Jupiter bo v vaši 7. hiši, saj se 14. 5. 2025 premakne v Dvojčka. Rahu in Ketu pa bosta od maja, torej bolj konkretno od konca maja, to je 29. maja 2025, bosta torej Rahu in Ketu bosta prehajala vašo 3. in 9. hišo, torej bosta vstopila v znamenje Vodnarja in Leva. No, pa naj najprej začnemo z vašo kariero, torej kaj se vam bo dogajalo v karieri. Torej, prvih 5 mesecev leta bo izjemno ugodnih za vašo vsakodnevno delovno rutino. Zdaj bo zelo dober čas, dobro obdobje bo za dobro ravnovesje med vašim delom in zasebnim življenjem, torej lahko boste dobro usklajevali torej delo in zasebno življenje. Torej, dobro boste usklajevali lahko vašo službo in pa vašo poklicno pot. In to bo torej čas, oziroma bo to zelo dober čas, ko boste lahko napredovali in dobili tudi veliko novih priložnosti. Mogoče boste lahko zamenjali službo, se premestili na drugo lokacijo ali pa lahko doživeli mogoče neko notranjo premestitev med oddelki, naprimer. Torej, v vaši službi vas zagotovo čakajo neke spremembe, ampak te spremembe bojo pozitivne. Poleg tega boste lahko več razmišljali o spremembah v vaši vsakodnevni delovni rutini, ker ta rutina, ki jo boste v tekom leta spremenili, vam bo zagotovo prinesla več zadovoljstva, več sreče, več pomirjenosti. Poleg tega pa vam bo omogočila, da boste delali bolj pametno, bolj učinkovito, bolj efektivno. Torej, boste bolj, bom rekla, učinkoviti v vašem delu, Poleg tega boste za vaše trdo delo in trud prejeli pohvale, priznanja, tudi nagrade, torej to je veliko verjetnosti za to. In tudi v drugi polovici leta se bodo stvari razvijale pozitivno. Seveda pa bodo stvari pozitivne do takrat, dokler boste torej seveda vlagali trud, vztrajali pri trdem delu in tudi osredotočenosti. Saturnov vpliv bo namreč prisoten v vaši 10. hiši kariere, še posebej od aprila in maja naprej. Ampak to ne bo tako slab vpliv, seveda dokler boste pripravljeni vložiti trud, ker Saturn zahteva, torej še posebej če v 10. hiši, da v kariero vložite trud, da ste vztrajni, da ste strpni, da ste potrpežljivi. In potem prinaša tudi velike nagrade. Torej, če boste v kariero vlagali veliko truda, boste potrpežljivi, vztrajni, torej delovni, potem vam bo ta Saturn tudi prinesel, torej, bom rekla, nagrade in več priložnosti. Če pa ne, pa ne. Torej, in če se boste dovolj trudili, lahko dosežete najvišje položaje in tudi lahko napredujete v vaši karierni lestvici, torej v službi, v poslu, torej tisto, kar pač delate, tam lahko napredujete. Torej, Saturn vas bo seveda spodbujal k pogumu, samozavesti in odločnosti pri doseganju vaših ciljev in seveda je v tem letu zato zelo, zelo pomembno, da si postavite neke realne cilje, da jasno določite te cilje in potem, da dosledno delate na teh ciljih, potem boste zelo uspešni. Saturn bo potem aspektiral vašo 10. hišo in zato se lahko seveda poveča vaša delovna obremenitev in tako boste verjetno po aprilu dobili več dela ali pa več odgovornosti v vaši službi, ampak seveda, če ste pripravljeni sprejeti izzive, lahko v tem
času dosežete marsikaj. Torej s tem vplivom Saturna na vašo 10. hišo, torej lahko preko truda dosežete res veliko. No, zdaj pa, če pogledamo poslovanje in posel, torej na splošno je to leto videti zelo dobro za vaše poslovanje, posebej v mesecih maj, juni, julij in avgust, tudi september in v prvih tednih oktobra. Takrat bo kar dober čas, zelo dober čas za poslovno področje, tudi december, zlasti čas po 5. decembru, je zelo obetaven za povečanje dobička, prihodkov in ključnih pobud za sodelovanje, ter tudi razmislek o širitvi poslovanja in novih poslovnih strategijah. Torej, to bo zelo dober čas, da razmislite o tem, kako delate, na kakšen način delate in da tudi zamenjate kakšno poslovno strategijo, torej izboljšate stvari v svojem delu, v poslu. Tukaj bo zelo ključna komunikacija. Zdaj, če ste v nekem poslovnem partnerstvu, poskrbite za čim več komunikacije, bodisi verbalne, bodisi pisne, torej osebne, lahko preko Zooma, preko maila, preko, ne vem, klicev po telefonu, kakorkoli. Torej, ampak komunikacija je zelo, zelo pomembna, torej za vas celo to leto. In zelo pomembno je, da komunicirate tudi o svojih idejah, ker bo izmenjava idej bo zelo koristna za rast vašega poslovanja in za usklajenost z vašimi poslovnimi partnerji. In komunikacija bo tudi osrednja tema vašega poslovnega področja in vam lahko prinese večji uspeh. Zato je zelo, zelo pomembna ta komunikacija letos za vaš posel. Potem, če pogledamo finance, torej na splošno je za vas finančno področje skozi vse leto videti precej pozitivno, dokler boste vlagali premišljeno, boste poželi dobre rezultate. Vam pa svetujem, da se izogibate visoko tveganim špekulativnim naložbam. Tukaj bodite bolj pazljivi, drugače so pa vaše finance videti precej stabilne, torej v tem letu. V drugi polovici leta lahko pričakujete finančne nagrade, tudi denarni pritok. Ta bi lahko, na primer, izhajal iz neke prodaje nepremičnine, prodaje vozila ali pa kakšnih drugih zadev, lahko bi tudi kaj drugega prodali. Poleg tega lahko v drugi polovici leta zaradi Jupitrovega vpliva na vašo 11. hišo pridobite nek denarni bonus, torej več prihodkov boste imeli. Lahko se vam zgodi napredovanje, povišanje plače v vaši službi, lahko se pojavi celo nov vir prihodka. In v bistvu celo leto je ta vaš finančni tok videti kar dober, torej finančno področje videti stabilno in obetavno skozi celo leto. No, kaj pa vaše zdravje? Torej, vaše zdravstveno področje, bom rekla, na splošno videti kar dobro, brez nekih večjih težav. V prvih 3 mesecih bodite nekoliko bolj previdni. Če je že dolgo od vašega zadnjega preventivnega pregleda, bi bilo dobro, da opravite še kakšen preventivni pregled. Seveda morate pa poskrbeti za zdravo prehrano, redno vadbo, jogo, meditacijo, tudi vaje dihanja, ker vse te preproste aktivnosti vam bodo pomagale, da boste ohranili visok nivo vaše energije in da seveda poskrbeli za dobro počutje, ampak drugače za zdravje ni videti nekaj posebnega v tem letu, da bi vas zdaj nekaj posebnega torej mučilo. Je pa res, da je seveda to splošna napoved. Torej, zdaj je seveda spet odvisno od vaše natalne karte, ampak na splošno strelcem ne kaže, da bi ti tranziti kakorkoli negativno vplivali na vas. No, kaj pa ljubezen? Torej, za samske, ki si želijo vstopiti v nove razmerje, to v prvi polovici leta ni tako priporočljivo. Čas za to bo bolj ugoden po juniju, torej druga polovica leta. Takrat lahko tudi razmislite o začetku razmerja, prav tako se bo takrat pojavilo več priložnosti za spoznavanje novega partnerja, če boste to seveda želeli. Za pare, ki so že v razmerju, bo prvih 5 do 6 mesecev, zlasti prvih 5 zaznamovanih kar s precejšnjimi izzivi. Tukaj bodo vzponi in padci v ljubezni. Če ste v vezi, lahko pride do morebitnih sporov, prepirov, nesoglasij, zato bodite v tem času torej precej previdni, a ne v prvem delu tega leta. Če svojega partnerja torej cenite, ljubite, se potrudite, da ohranite odnos, saj se vam bo to drugače dolgoročno kar izplačalo. V drugi polovici leta se bosta ljubezen, romantika in izgubljena iskrica spet razplanteli, tako da res potrpežljivo
pozorno v prvi polovici leta, v drugi polovici bo malo lažje. Poroka, torej za samske, ki si želijo poročiti, so obdobje med 14. majem in 17. oktobrom ter po 5. decembru izjemno ugodna za poroko in tudi dejavnosti povezane s poroko. Za pare, ki so že poročeni, je pa druga polovica leta obetavna za zakonsko življenje, torej morebitne težave ali nesoglasja se lahko rešijo, torej kot sem rekla, prva polovica leta bodo kar precejšnji izzivi, pazite se res prepirov, lahko pa boste premagali razlike in se pobotali v drugi polovici leta. Tako da bodite strpni torej na začetku in do sredine tega leta. Ne? Ponovno se bo vzpostavilo torej spoštovanje, povezanost, skrb in strast, torej vse to, kar želite seveda v vašem zakonu, to bo vse se nekako torej obnovilo v drugi polovici leta. No, kaj pa izobraževanje? Torej osnovno izobraževanje torej za študente srednjih šol, srednješolsko izobraževanje, dodiplomski programi prvih 5 mesecev ni najbolj ugodno obdobje, torej za vse vas, ki obiskujete torej osnovno šolo, srednjo šolo in dodiplomske programe. Pojavljale se bojo številne motnje, skušnjave, zato morate biti precej previdni. Čas od druge polovice maja in junija pa se bo precej torej izboljšal, bo boljša situacija, in ta čas bo precej bolj pozitiven za akademske cilje, ki jih želite doseči. Kar zadeva višje izobraževanje, torej študentje magistrskih programov, torej vsi študentje, prvi 3 meseci so tudi pri vas zelo občutljivi in bodite precej previdni, to ni dober čas za oddajo nekih vlog za sprejem, za selitev ali pa kakšnih drugih aktivnosti povezanih z višjim izobraževanjem. Po aprilu pa bo čas za višje izobraževanje veliko boljši. Posebej od maja naprej. Torej takrat bo pa čas boljši, boste bolj uspešni, lahko boste dosegli zelo dober akademski napredek, do takrat pa pazljivo pri študiju. Torej ne glede na to, tudi če ne greste neko, bom rekla tako, šolsko izobraževanje, tudi če greste na nek tečaj, neko drugo izobraževanje, torej morate biti previdni. Torej družina, za tiste, ki imate otroke, bo vaš odnos z njimi v prvih 6 mesecih precej neharmoničen, lahko se pojavijo številna nesoglasja in spolni trpaci v odnosu do otrok. Pomembno je, da si prizadevate za izboljšanje odnosov v tem obdobju. Po 5. juniju se bo pa situacija tukaj zelo močno izboljšala, torej otroci vas bodo bolj začeli spoštovati, preživeli boste več kakovostnega časa skupaj in vse težave, ki so vas pestile, se bodo tudi rešile. Mesec junij je še posebej ugoden za ponovno vzpostavitev harmonije in ljubezni v odnosu do vaših otrok, torej če jih imate. No, kaj pa potovanja? Torej, kar zadeva kratkih potovanj, je čas skozi vse leto kar pozitiven in ugoden. V drugi polovici leta se lahko pojavi več potrebe po kratkih potovanjih, ampak morate se vedno prepričati, da so ta potovanja koristna, potrebna, ne pa neka posledica neke želje po nekih brezciljnih potovanjih, ker imate le Rahuja v 3. hiši in to vas lahko naredi zelo nemerne. Tako da boste šli kam mogoče kar samo zaradi tega, da boste šli, Torej, Rahu je drugače v 3. hiši dobro postavljen, ampak poskrbite, da bodo vaša potovanja res imela jasen namen in da vam bodo prinašala določene koristi, ker drugače lahko ali pa bodo lahko nepotrebna. Kar zadeva dolga potovanja ali počitnice, se v prvih 3 mesecih leta izogibajte dolgim potovanjem, če je le mogoče. Po aprilu pa je čas veliko bolj pozitiven za dolge počitnice, potovanja, za poslovna potovanja, ponovna srečanja z družino ali pa karkoli drugega. Torej, daljša potovanja so torej po aprilu veliko bolj primerna za vas, prej pa bolj pazljivo. No, kakšen je torej povzetek vašega leta, torej na splošno leto 2025 za vas videti večinoma dobro. Nekateri meseci in določene situacije bojo zagotovo predstavljale kar večje izzive za vas, vendar je leto za vas na splošno videti pozitivno, posebej v karieri, poslu in službi. Za ljubezen in romantiko je bolj pozitivna druga polovica leta, torej če želite na novo vzpostaviti razmerje ali pa če ste v vezi. Zato vam svetujem, da ohranite vero, da budite pozitivni
in boste tako dosegli seveda odlične rezultate. Seveda je zelo veliko odvisno od vaših obdobij, torej kaj se bo konkretno dogajalo, to pa seveda lahko izveste, če se naročite na osebno Jyotish analizo. Zdaj imam akcije, vse so navedene na moji spletni strani, na oracleoflight.org. Torej tam na domov ali pa na ceniku. No, zdaj pa še malo bomo pogledali v tarot. Torej, po tarotu je leto 2025 leto 9, to je torej leto puščavnika in zanimivo, da puščavnika predstavlja tudi Saturn. Tako da bo za Saturn je za nas vse letošnjo leto zelo pomemben planet. Saturn je pa seveda planet, kot sem že prej razlagala, torej discipline, dela, lahko tudi samote, vztrajnosti, strpnosti, potrpežljivosti. In to leto je še posebej za vas strelce zelo pomembno, ker 9 je vaše število. Torej, v astrologiji 9 označuje strelce in označuje 9. hišo v zodiaku, torej 9. hiša, v natalni karti je to, 9. hiša v natalni karti in 9, torej številka 9 predstavlja torej strelca, torej vas, zato je to za vas zelo, zelo pomembno leto tudi. Zdaj, kakšni bojo izzivi v tem letu? Torej, v tem letu bi se lahko precej borili za neke svoje cilje, branili sebe, branili koga drugega, torej delali boste na moči, boste pa tudi že utrujeni od nenehnega dokazovanja, od nenehnega dela, ker tudi to leto, torej leto 9 lahko prinese tudi veliko skrbi, nemira, raztresenosti, nespečnosti, nam vsem, ker 9 to predstavlja, to je izziv, torej števila 9. Drugače pa 9 prinaša tudi uresničenje želja, torej za tiste, ki bojo trdo delali, ki bojo strpni, potrpežljivi, se jim lahko tudi uresničijo želje. Torej večja sreča jih lahko doleti in pa tudi obilje, večje obilje. Torej, če smo do zdaj bili pridni, delovni, vztrajni, potrpežljivi, bomo tudi bogato želi v tem letu. To je leto nagrad, torej če smo bili do zdaj pridni, je potem to leto nagrad. Če pa nismo bili, potem je pa to leto soočanja. Torej, bom rekla, padli bomo vsi na neka trda tla. Če smo premalo delali, potem nas bo letos to udarilo. Torej, drugače, torej to leto drugače, kot sem rekla, prinaša tudi obilje, samostojnost, mnogi bojo začeli svojo samostojno pot, ker 9 to tudi predstavlja, bojo mogoče pustili službo, pa bo začeli nek posel na svoje, to je tudi dobro leto za to. In pa seveda želi, bom rekla, torej želi obilje oziroma želi plodove svojega dela. No, zdaj bi pa še za strelce pogledala še za karte, na karte, torej kaj vam kaže na splošno, torej v poslu, ljubezni in zdravju. No, pa gremo najprej pogledati torej za strelce, kaj vam kaže v poslu. Kaj strelcem kaže v poslu? Torej, strelci posel, torej finančno vam kaže kar v redu, lahko se vam vzpostavi, kot sem že prej povedala, v pogledu po Jyotishu, da se vam lahko vzpostavi nek nov tok prihodkov, torej nov vir denarja, tudi tukaj kaže, da se to lahko zgodi, ampak vam tudi kaže, da morate paziti na svoj denar, da ga ne smete preveč potrošiti, da morate pri denarju si postaviti neka pravila, neke meje, lahko postavite pravila drugim ali sebi in da vas bo tudi skrbelo zaradi denarja, ali ga boste imeli dovolj ali ne, to vas bo tudi skrbelo. Drugače vam pa v poslu kaže, da bi se lahko lotili neke stvari, ki ste jo delali že prej, pa ste jo mogoče nehali, nek posel, mogoče ste v mladosti se za kaj zanimali, ste imeli nek hobi, pa ste ga mogoče opustili, pa boste se ga mogoče zdaj spet lotili, pa boste s tem lahko tudi zaslužili. Drugače vam pa kaže, da morate paziti na denar, torej narediti si res nek načrt, glede denarja, to je zelo pomembno.
Paziti morate res, kam dajete denar, ker bojo tudi stroški nepričakovani, drugače pa poslušajte sebe, svojo intuicijo, torej kaj je tisto, kar vi želite delati, kaj je tisto, kar vas navdušuje. Drugače pa so napredki v poslu, torej v karieri v tem letu, ampak počasni bolj. Lahko boste tudi šli v neko šolo, torej se izobraževali, za vaš posel še dodatno, pa boste mogoče zapravili denar za to, tudi to bi se vam lahko dogajalo, mogoče nekaj, kar ste želeli že prej se izobraževati, pa mogoče niste imeli priložnosti, pa boste šli zdaj se izobraževati v letošnjem letu in boste nadoknadili ta manko, mogoče vam nekaj še manjka, torej nek tečaj, nek izpit, zato da bi lahko mogoče nekaj delali, torej da bi upravljali neko delo. Drugače pa kar v redu, torej glede posla boste drugače imeli kar precej skrbi, boste tudi, torej vas bi lahko malo dušilo zaradi posla, vas obremenjevalo, določene stvari vas bodo obremenjevale, ampak vam pa glede denarja kaže v redu, torej nek tok denarja se bo odprl, pazite se edino, če boste kaj delali, da vas ne bi kdo ogolfal pri denarju, to edino. Drugače pa kar v redu vam kaže glede posla. No, pa gremo kar naprej, torej na ljubezen. Kaj pa strelcem kaže na področju ljubezni? No, pa poglejmo, kaj pa strelcem kaže na področju ljubezni, na splošno. Torej, kaj strelcem kaže na področju ljubezni. Pa tukaj poglejmo, tukaj boste pa s partnerjem se lahko preselila, lahko boste prenavljala stanovanje, hišo, torej prostor, kjer stanujete. Torej, lahko bi se preselili, lahko bi prenavljali, nekaj boste praznovali s partnerjem, lahko bo imel kdo obletnico, rojstni dan, neko praznovanje vas čaka v sredini leta, drugače pa ste zelo navezani na svojega partnerja, včasih še celo preveč. Paziti se morate kakšne posesivnosti, manipulacije, kakšnih igric v zvezi s svojim partnerjem. Boste se pa s partnerjem precej vračala v preteklost. Torej, tisti, ki ste samski, lahko srečate nekoga iz otroštva ali pa nekoga iz preteklosti, preteklega ljubimca, simpatijo in se z njim zapletete v neko strastno razmerje. Tisti, ki pa ste že v vezi, pa se morate paziti ljubosumja, prevelike navezanosti na partnerja, tudi nekih odvisnosti, da ste kar odvisni od te veze. Drugače vas pa čaka praznovanje, torej, in kot sem rekla, lahko selitev, lahko prenova doma. Tako da tukaj vam kaže kar v redu, dobra komunikacija, veliko strasti v drugi polovici leta, harmonija, ljubezen. V prvi polovici leta pa neke težave in nesoglasja, podobno kot sem vam tam na začetku povedala, torej po Džotišu. Nekaj boste tudi razočarani, mogoče ne bo točno tako, kot bi vi želeli, zelo boste tudi obremenjeni z delom, poslom, kariero in vas bo to mogoče ustavljalo, pa neko razočaranje, ker se mogoče stvari ne bojo točno išle tako, kot bi vi radi, drugače pa ključna komunikacija. Drugače se vam pa v drugi polovici leta res stvari precej izboljšajo, veliko bo praznovanj tudi s prijatelji, s partnerjem. Morate si s partnerjem povedati, kaj mislite, torej ni dobro, da nosite masko v odnosu, to je zelo naglašeno, pa da nimate preveč obrambne drže do partnerja. Torej, če vam partner skuša kaj dopovedati, povedati, razložiti, torej ne imejte takoj to obrambno držo, ampak ga poslušajte. Skušajte ga razumeti, to je zelo pomembno, drugače bodo pa v vaši vezi cikli, vzponi in padci. Bo dobro, pa ne bo, pa bo dobro, pa ne bo. Tako nekaj srednjega. No, pa gremo še pogledati zdravje za strelce. Gremo še pogledati zdravje, kaj vam pa kaže pri zdravju, strelci. Zdravje. Kaj vam kaže za zdravje? Še to. Dvojni organi, torej oči, ledvice, pljuča, ušesa, vse, kar je dvojno.
bodo se lahko pojavile neke kronične težave, malo ste ujeti v neko situacijo, ko stvari rešujete, pa je boljš, pa slabš, pa boljš, pa slabšem. Drugače skozi leto bo vaše zdravje kar v redu, bo dosti stabilno, ampak mogoče kakšni kronični problemi, torej z temi dvojnimi organi, mislim, da sem vse naštela. To so lahko tudi roke, noge, torej vse, kar je dvojno na našem telesu. Morate biti potrpežljivi, tudi torej ti reproduktivni organi. Morate biti potrpežljivi, torej ženske rodila, moški prostata. Pa dobro je, da gre se na kakšen preventivni pregled. Nekaj vas bo zaskrbelo, poleg tega vas pa lahko muči tudi nespečnost v tem letu. To sem pa že prej povedala, da bo to celo leto, torej za tiste, ki imajo s tem težave, bo kar naporno, ker devetka v osnovi izziv, torej pri devetici je nespečnost. Tako da bi veliko ljudi lahko to mučilo, ali bojo pa skušali reševati nespečnost. Skrbi. Tesnoba bi vas lahko kdaj tudi prevzela, vam kratila spanec. Tako da morate paziti torej na to tudi. No, strelci, to je bilo za vas, torej to splošna napoved. Želim vam srečno leto 2025 in vas lepo pozdravljam.